vesel sem, da danes govorimo o agendi za območja iz ruralnih območij, gorskih območij in pa oddaljenih območjih. In kot je bilo že danes rečeno, danes je pravi čas za to, kajti pred nami je obdobje nove finančne perspektive in veliko bo odvisno od tega, kaj bomo postorili v novi finančni perspektivi. 80% ozemlja, 57% prebivalcev živi v teh območjih. Vemo, da je bruto družbeni prihodek precej nižji in ključna posledica vsega tega je odseljevanje ljudi iz teh območij in to je potrebno na vsak način zaustaviti. Ne smejo se uresničiti napovedi demografov, da bo leta 2050 kar 80% Evropejcev živelo v metropolitanskih regijah. Kot ste že omenila, akcijo za pametne vasi s kolegom Tiborjem Šanijem tu v parlamentu vodimo aktivnost, ki jo vodite trije komisarji tudi na območju komisije, in v tej aktivnosti želimo predvsem predstaviti, kaj je potrebno storiti. Na eni strani zagotoviti kvalitetna delovna mesta, na drugi strani pa kvalitetne pogoje za bivanje. Gre tako za mlade kot za starejše, se pravi za vse generacije, in brez pomoči kohezijskih sredstev, sredstev iz programa razvoja podeželja bo praktično nemogoče to izpolniti. Nekaj, kar je v velikem mestu lahko business case, poslovni model, je na podeželju potrebno javne pomoči, predvsem v začetku. V tej aktivnosti govorimo tako o osnovnem področju kmetijstva, ki pa ga je vsekakor potrebno dopolniti z ostalimi stvarmi, kot je turizem, sociala, šolstvo, izobraževanje, drobno gospodarstvo, kajti danes je podeželje dosti več kot zgolj osnovna kmetijska dejavnost. Sinergije med vsemi skladi, usklajena agenda na tem področju so porok za to, da bo tudi po naslednjih desetletjih poseljena celotna Evropa in da bomo lahko imeli kohezivnost v naši družbi.